Cepivo je takšno, ki je primarno bilo izdelano za cepljenje proti črnim kozam, se pravi, tukaj gre za virus, ki sodi v isto skupino kot črne koze. Tudi tisti, ki so bili cepljeni proti črnim kozam, Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da so še vedno zaščiteni tudi proti mpoxu, oziroma vsaj, da ne bi zboleli s težjim potekom. Tako da v letu 2022 in 2023 smo cepili takrat predvsem rizično populacijo in pa na voljo je bilo cepivo za zdravstvene delavce, če bi bilo potrebno bolnike sprejemati, da bi šlo za težji potek, in pa seveda za laboratorijske delavce, ki so v stiku s kožninami, ki prihajajo v laboratorij. Se pravi, če bi prišlo do prvega primera, kako bi ravnali? Se pravi, tukaj je treba predvsem oceniti, a gre za takšnega bolnika, ki potrebuje hospitalizacijo ali ne. Načeloma je pri večini bolnikov potek sorazmerno blag, ki ne potrebujejo hospitalizacije. To pomeni, da bi takšnega bolnika pregledali na enem izmed verjetno infekcijskih oddelkov, zelo verjetno bi bila to Ljubljana ali Maribor. Potrebno je seveda poskrbeti, da takšen bolnik ni v stiku z drugimi bolniki, se pravi, nekje to pot imamo vzpostavljeno. Zelo dobro je, da če se nekje na terenu postavi sum, da se obvesti ustanove, kamor takšnega bolnika napotujejo, zaradi tega, da lahko seveda pripravimo vnaprej ustrezno pot. Neka, bomo rekli, določena prednost tukaj je, da so prisotni izpuščaji, se pravi, da to je lažje prepoznavno, da ni potrebna tako dolgotrajna diagnostika, ker lahko že na osnovi klinične slike z veliko verjetnostjo postavimo sum, da gre za mpox. Si takoj kužen ali šele, ko se pojavijo izpuščaji? Kužen si pa načeloma že kakšen dan pred pojavom vročine. To je pa vedno problem pri teh infekcijskih boleznih. Tako da dan, dva pred pojavom vročine so bolniki že kužni in se pravi, kužni ostanejo, dokler so prisotni izpuščaji. Prenos je pa najbrž da... Prenos primarno, najpomembnejši način prenosa je preko neposrednega stika s kožnimi lezijami. Kužne so tudi pravzaprav kraste, ki odpadejo, tako da na to je treba biti posebej pozoren. Tudi kužna je lahko obleka oziroma posteljnina, na kateri takšen bolnik leži, tako da to je stvar, ki bi bila v bolnišničnem okolju lahko problematična. Potem pa kužni so tudi izločki iz dihal. Tukaj ne gre za aerogeno širjenje, gre za klasično kapljično širjenje, se pravi meter pa pol razdalje, ki jo ves čas poudarjamo, je praviloma zadostna za neko varno obravnavo bolnika oziroma tudi za oceno, ali je bil nekdo v nevarnem stiku ali ni bil v nevarnem stiku.